Drage moje lepotice, dobro večer in dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica. Evo še en video, ki ga snemam takole zvečer, nisem zaspala. Vreme je idealno, zunaj pada dež, v bistvu bo cel teden in sem rekla, evo, se usedem in poklepetam s tabo. Zdajle sem posnela kar veliko raznih izzivov, vlogov, make-up tutorialov, nisem pa kaj danes govorila o vse po svojem življenju. Tako da sem dobila idejo, da v bistvu posnamem video, da vam povem kaj novega o sebi, kar mogoče še ne veste. In me na ta način boljš spoznate. Tako da, evo, če te takšen video zanima, če bi rada zvedla kaj o meni, kar še ne veš, potem glej video naprej. Lepotica, lepotica, je ženska, ki je ljubljena in ljubi. Lepotica, lepotica. Evo, pa pejva na prvo zanimivost o meni in to je, da sem velika ljubiteljica azijske hrane. Ena jedi še posebej in to je pad thai. Se mi kar sline cedijo, ko samo pomislim. Nima veze pad thai s piščancem, pad thai z rakci, samo da je noter por, rezanci, česen, skratka, obožujem ga, lahko bi ga jedla res čisto vsak dan. Sem si zadala tudi en tak izziv, da se ga bom v tem mesecu naučila pripraviti. Ne vem, kako bo šlo, ampak saj da probam. Tako da res je to jed, ki jo obožujem, ki bi jo lahko jedla vsak dan. Mislim tudi, da ni restauracije v Ljubljani, kjer jaz tega še ne bi probala. Oziroma, mogoče kakšna obstaja, pa ne vem, ampak res sem izprobala že kar nekaj in enostavno me ta jed skoraj nikoli ne razočara. Ena stvar me res skominja in samo, ko pomislim na njo, mi grejo vse kocine po konc, ne prenesem, da se ga dotikam, ne prenesem občutka, ne prenesem definitivno zvoka in to je stiropor. Tretja zanimivost o meni je, da sem se leta, kdaj pa je to bilo? Po moje tam mene 2008, 2009 bom probala zbrskati letnico in sicer prijavila na en šov na Pop TV-ju in to je Slovenija ima talent. Ta šov je bil takrat ravno noro v porastu, mislim, da so ga organizirali drugo leto zapored in gužva je bila nenormalna. Jaz sem samo na ti svoj nastop čakala res kar nekaj ur, bilo jih je res ogromno pred mano, pa to je bil drug dan audicije v Ljubljani, tako da ja, res sem se načakala. In ko sem prišla na vrsto, sem se seveda predstavila, povedala, da sem Eva, da bom zapela pesem od Nuše Derende Pesek v oči in to je bilo to. Ampak naprej me žal niso povabili, mislim žal danes tega ne obžalujem. Tudi takrat vem, da nisem bila nič kaj pretirano razočarana, sem probala, danes si pa itak mislim, da se je vsaka stvar zgodila z razlogom, tako da ja, sem se udeležila audicije Slovenija ima talent. Naslednja zanimivost se nanaša na mene in moje sestrce, malo se bomo vrnili nazaj v preteklost in sicer v leto 2000, če se ne motim. Skratka, v Ljubljani je bilo včasih ful popularno, da si ti šel novo leto praznovati na Gospodarsko razstavišče. Tam je bil tak ogromen prostor, kjer si ti v bistvu zakupil svojo mizo, prinesel svojo hrano, pijačo, tam je bil tudi band in res imam v lepem spominu ta nova leta. Še posebej pa sem si zabavala, da so tam vedno organizirali srečelov. Sicer pa se ta zadeva predstavlja v festivalno dvorano, niti nima veze, ampak ja, srečelov, fokus. Mi kot familija smo imeli vedno ful srečo s temi srečelovi in vedno skoraj pobrali vse glavne nagrade. Enkrat se spomnim, je Nataša zadela glavno nagrado televizijo, tako na koncu so se vsi borili, da bi ja televizijo dobil, sicer tista škatla, ampak za tist čas pač bomba televizija. Jaz sem enkrat zadela cel v bistvu set kuhinjskih stolov, res kvalitetni stoli še danes. Heda, mislim, da je bila ona, pa je zadela v bistvu bivanje na ranču. Prav spomnim se, kako se je imenoval, ranč Kaja in Grom. In potem sta oči pa mami dokupila to še ostalim sestrcam in smo šle za neki dni med konje na kmetijo. In to vam jaz v to klepem spominu. Dejansko smo se učile jahati, hranile živali, hranile seveda konje, skrbele za njih in takrat sem se jaz zaljubila v konje, obožujem jih in definitivno ena mojih najljubših živali. In ko smo ravno pri mojih sestrah, sem dobila idejo, zakaj ne bi pa še njih malo vključila v tale video, da one povejo neko zanimivost o meni oziroma kako vidijo one mene. Nataša je po letih meni najbližji, tako da gremo Nataši. Lepotica, lepotica, je ženska, ki je ljubljena in ljubi. Lepotica, lepotica, bodi to, kar si. Ta pesem tudi ful dobro opisuje Evo. Še kakšno tako dejstvo, ki ga o Evi mogoče ne veste, da mogoče ne bi šla v doma, ampak res ne bi šla v doma, da ne bi spila kave.
Eva. V njej imam itak zapovedati same lepe stvari, ker pač Eva je taka dobra, organizirana, prijazna, zanesljiva. Zame itak najboljša, ker je tudi moja najboljša prijateljica. Zaradi naslednje zanimivosti bom verjetno marsikomu čudna, ampak jaz sem vedno iskrena z vami, tako da kar je. Resnica je takšna, da nisem še nikoli gledala niti enega dela serije Game of Thrones, nikoli nisem gledala serije Igre prestolov, pa Moja boš, Reka ljubezni, vse te serije, ki so trenutno noro popularne. Obožujem pa recimo slovensko oddajo Masterchef, toliko zelo, da sem se zdajle tudi navdušila nad kuhanjem, tako da zelo rada kuham, evo še ena nova zanimivost, ampak samo, ko imam dovolj časa. Torej, če bo šlo nekaj na knap, če bo mogla iti malo od doma, kuhanje ne pride v poštev in mi gre prej na živce kot karkoli drugega. Če pa imam res veliko časa, idealno je frej dan, pa res zelo rada kuham, predvsem kakšne nove jedi, tako da ja, kuhanje počasi ratuje ena taka moja mini mala strast. Naslednja zanimivost, o kateri mislim, da tudi še nisem govorila, ampak ti zna biti zanimiva, je ta, da sem intervjuvala v bistvu že kar veliko znanih ljudi, tudi balkanskih glasbenikov, med drugim Ivan Zak, Grupa Vigor, tale glavni pevc, pa seveda ta slovenska smetana, Rebeka Dremelj, Tanja Žagar in tako naprej. Velik del slovenske smetane, tudi tuje scene, neki intervjuje potekali tudi v tujem jeziku, tako da ja, za sabo imam že kar veliko intervjujev. Naslednja zanimivost sem rekla, da bom razkrila v obliki kviza, torej da boste malo razmišljale, ker ne vem, če sem ti kdaj povedala, kaj je bila moja čist prva služba. Tako da ti bom zdaj naštela 4 različna dela, A, B, C in D. Tvoja naloga pa je, da ugotoviš, katero izmed teh del bi pripisala meni in je bilo dejansko moje prvo. Tako da, evo, pod A, v kino sem prodajala vstopnice za gledanje filma. B, bila sem natakarica v priznanem ljubljanskem lokalu. C, pekla sem palačinke na bazenu in D, delala sem kot knjižničarka v knjižnici. Tako da, evo, se veselim vaših odgovorov, kot rečeno, zapiš ga spodaj v komentar, jaz pa čez 2 dni razkrijem, kjer ima prav. Naslednja lastnost, mogoče nadnaravna lastnost, ok, pretiravam, ampak dejansko zelo hitro začutam ljudi, zelo hitro prepoznam, a je človek iskren, a je človek hinavski, a je človek to, kar se kaže, a je jezen, a je na robu obupa. Zelo hitro se tudi uživim v nasprotnikova čustva. Dejansko rabim samo malo se pogovarjati z njim, samo nek kratek pogovor z njim razvit in bom začutila, kakšen on je. Mislim, da sem to lastnost podedovala po očiju, on je isti, vedno, kadar mi je kaj svetoval, da je on res tak, so se na koncu kar strinjala in bila istih misli. Tako da na to lastnost v življenju res računam, se zanašam in mi je definitivno v življenju velikokrat prišla prav. Pa pejmo zdaj k naslednji sestri, Hedi, ona je 3 leta starejša od mene, Nataša je torej 1,5 leta, Heda je 3. Kaj ima torej ona zapovedati o svoji mlajši sestrci Evi? Eva je ful zabavna, je rada pomaga, je prijazna in je ful natančna in vedno vse urejeno. Kot otrok sem zbirala 3 stvari, se mi zdi, da zbirateljstvo je en tak hobi, ki zdaj malo izumira, pa je škoda, ampak meni so bile strast nalepke. Potem sem zbirala tudi prtičke, vedno, ko sem šla v kakšno restauracijo ali pač kam na kakšen dogodek, sem vzela prtiček in znamke. Sem zelo zmrzljiva oseba, ne prenesem mraza in skoraj ves čas me zebe. Ok, zdaj pa se bova vrnile v leto 1960. Verjetno si misliš, ok, kakšno zanimivost imam povedati iz takrat, ampak dejansko, če povem ime Metka Vogelnik Centrih, to verjetno nekmu mlademu človeku ne pomeni nič. Ampak, če bi to ime izgovorila takrat, bi vsi takoj vedeli, o kom oziroma o čem govorim. Metka Vogelnik Centrih je bila zelo znana televizijska voditeljica, diva, bila je taka res legendarna in prva ženska, ki je vodila TV Dnevnik na barvni televiziji. No in zakaj te to omenjam? Verjetno si pri Prinku Centrih takoj dobila neke asociacije. Dejansko mi je moj dedek, pokojni dedek, povedal pred leti, da sva midve v nekem daljnem sorodu, 3. ali 4. kolenu. In ko sem to zvedela, sem bila v bistvu ful ponosna, glede na to, da tudi mene zanima ta medijski svet, da sem dejansko študirala novinarstvo. Tako da ja, neka televizijska diva v nekdanji Jugoslaviji je
moja sorodnica. Obožujem eno tortico in sicer iz zvezde. Toliko mi je dobra, da je celo mogoče prekosla mojo do zdaj najljubšo tortico, to je cheesecake. O kateri torti govorim? To so čokoladne sanje iz zvezde. Skratka, ta torta je toliko dobra, toliko pregrešna, tako da, če še niste in imate radi čokolado, res priporočam. Največje guštanje pri meni, poleg, pustimo kavico na sončku, to je res nekaj takega, kar pri meni ne bo šlo nikoli iz mode, je, ko se zvečer preoblečem v eno lepo pižamco, pokrijem s toplo odejo, si nadijem deci vina in prežgem en dober film. To je nekako ena taka moja idealka popolnega večera in takrat mi je res lepo. Vem se Tina vprašati, kaj ima zapovedati o meni, o svoji najmlajši sestrici. Midve sva 7 let razlike in Tina, beseda je tvoja. Eva je vestna in zanesljiva, vse, kar se z njo zmeniš, 100% drži. Eva neskončno uživa v svojem delu, Evo imamo vsi radi. Jaz res verjamem, da se vse stvari v življenju zgodijo z razlogom, nekim razlogom. Tudi če ti trenutek tega ne vidiš, ne moreš nekako pogledati koraka naprej, potem na dolgi rok vedno vidiš, da se vse zgodilo točno tako, kot se mora. In to mogoče naj bo tudi sporočilo za konc, da tudi, če pač tisti trenutek stvari niso najbolj idealne, počakajte oziroma dajte stvarem čas, pa bo vse prišlo na svoje mesto. Tako da, evo, upam, da ste me malo bolj spoznali. Če imate še kakšno vprašanje, lahko zapišete spodaj v komentar, bom odgovorila. Ne pozabite glasovati, kaj mislite, da je bila moja prva služba in se gledamo v naslednjem videu. Čau!